Ok, poglejmo še zadnji primer pred pauzo in sicer imamo pa Žana. Žanu je uspelo vzpostaviti uspešno spletno trgovino. V zadnjem času vedno več kupcev sprašuje, kdaj bo mogoče izdelke kupiti tudi v fizičnih trgovinah. Žan o tem noče ničesar slišati, on je vendar spletni trgovec. Ja, se je upravičeno, ne? Če je njegova strategija taka, da pač razvija podjetje v smeri spletne prodaje in si je izračunal, da tako dosega najboljše rezultate za njegov posel, ima vso pravico, da se odloči in v fizičnih prodajah ne prodaja. Okay. Mogoče dolgoročno je to celo boljša strategija glede na smernice zadnjega obdobja. Jaz bi vprašal, koliko več? A je to, zdaj so že celo 3 na teden ali pa 3 na mesec, ki sprašujejo to, ne? Ker pri nas, kdaj pride nekdo do mene in reče, Apple spravlja ful je probleme, težav z enim izdelkom, ok, dobro, da je poročilo, koliko je tega. In potem dejansko vidimo, da imamo 5 kupcev, ki so seveda glasni, ki imajo res nek problem, a prodali smo jih pa 1000 recimo, ne? In kaj zdaj? Dajmo to rangirati, kaj to pomeni? Jaz bi se strinjal s tem pristopom, ja, treba je neke podatke zbrati, ne. Čeprav drugače, mogoče, ok, ta case me spominja na enega takega dalmatinskega, tam smo imeli eno trafiko v Dalmaciji, ne, kjer je prvič napisal gor listek, pri nas ne prodajamo kartic za mobitele, ne. Potem je napisal, ne vem, pri nas ne prodajam tega časopisa, potem čez, v bistvu naslednjo sezono je že imel tak spisek, enih 50 stvari, ki jih ne prodaja, ne. Se pravi, je dosti ljudi prišlo vprašati, ne, ampak ni bil tako pameten, da bi pač začel to prodajati, pol raje zaprt dol zdaj konc, ne, ampak tako da tudi lahko tak case konc. Bravo, ful dobra. A ima kdo še kakšen pogled? Ja, mogoče sam ta košček, ne, o tem noče slišati ničesar. Tukaj bi mogoče bilo smiselno, da se mu reče, morda pa vseeno je za razmisliti, dati neke številke na papir, neke simulacije, pa se potem odločati, a ima smisel ali nima. Če kakšen? A sem vam jaz zadnjič povedal o gospe Valeriji? A sem to zgodbo pravil? Se kdo spomne gospe Valerije? Ne, Rok, nisi, daj prosim povej, ker te tvoje soseščine so nad vse zabavne. Ok. Gospa Valerija, ta ni tukaj soseščine, ne? On je, pred 3 leti je umrl gospod Ferrero. Ne vem, če poznate gospoda Ferrerota, ga poznate, no? On je bil eden izmed najbogatejših Evropejcev, zgradil imperij okrog prodaje tehle sladkarij pa tega, ne? In ko je umrl, imel je 20 milijard ali nekaj takega, in jaz, ko je umrl, sem rekel, mater, o tem tipu pa nič ne poznam, nič ne vem, ne? Zdaj bom jaz en intervju najdel in sem poiskal intervju. V italijanščini bil edini, ki so kakao z njim delali, to so pač kakorkoli, ga prevedem, no in itak gospod Ferrero, ne ga vprašajo, povejte gospod Ferrero, kaj je formula vašega uspeha, ne? In on odgovori zelo tipično in pravi, ja, moraš biti vztrajen, moraš razmišljati drugače kot drugi, ne, moraš imeti vero, bil je zelo veren človek, pa ta zadnjo je rekel, nikoli ne smeš pozabiti na gospo Valerijo. Ne. Pa ga novinarka vpraša, pa kdo je ta Valerija, pa pravi, ja, veš, ta Valerija, ona je pa moja šefica. Pa ko ona gleda, pa kako šefica, gospod Ferrero, pa vi ste najbogatejši Evropejci, imate šefico. Ona pravi, ja, ona je še več kot moja šefica. Ona se vsak dan brez milosti odloča o moji nadaljnji usodi, ne. Pa ko vpraša, pa dobro, gospod Ferrero, pa kdo je ta Valerija? Pa on pravi, ja, to je italijanska gospodinja, ki vsak dan na koncu svojega nakupovanja se odloča, s čem bo pocrklala svoje vnuke. Okay? In takrat, ko se odloči, da jih bo pocrklala z nečim drugim kot z mojimi bomboni, sem jaz out of business. Ne? Ko pozabiš na Valerijo, je s tabo konec. Okay? Ne, če to prevedete nazaj na tale primer, ki ga imamo zdaj le gor, ne? Kdo sprašuje, kdaj bo mogoče kupiti v fizičnih trgovinah? Kdo? To ni en podjetnik ali pa podjetniški svetovalec spomnil. To se je spomnila stranka. Okay? In ta stvar je zelo, zelo pomembna, ne? Ker če teh strank, vse ste dobro rekli, ne? Če je teh strank veliko, se bomo itak odzvali, če ne, se ne bomo. Ne? Je pa zelo nevarna drža, lahko rečemo, vse stranke bi to raje kupovale v fizičnih trgovinah, ampak mi smo pa spletni trgovci in tako ne bomo. Ja, če imate to pozicijo moči na trgu, da to lahko počnete, the best. Super, pa če imate kje drugje. Ampak iti v eno sfero, kjer pa ne poslušaš tega, kaj stranke pravijo, je lahko pa skrajno nevarna zgodba. Okay?
In meni so vse te opredelitve, kot v smislu, jaz sem fizični trgovec, drugega ne delam ali pa tako naprej, so lahko ful nevarne. Zato pravim, da mora podjetniški mentor biti tudi kladivo. Se pravi, nekdo, ki razbija neke stene, ki si jih podjetnik sam postavi. Pa ne pravim, da je v tem primeru to ta prava odločitev. Treba je stranko vprašati, treba je analizirati. Ampak definitivno je pa včasih treba podjetniku kakšno zid ali pa kakšno omejitev, ki si jo sam postavil, stolčiti pa reči, slej, zaradi koga ti obstajaš, dajva probati v to smer. Ne. Tako da, tako je bil ta dalmatinski case postavljen, ne. Se pravi, česa ne delam, ne. Mogoče je tu stvar, kako stvari pravzaprav v resnici početi. Tako da to je bil namen tega le case-a. Kakšen komentar, karkoli. Ja. Maja, vklopljeno imaš kamero. Ja, vidimo. Okay. Ja. Groza, zdaj sem videla vsa moje prosekanje na balkonu in vse te umaške radošti. Jaz se iskreno opravičujem vsem sodelujočim na tem sestanku in poskrbim, da se to ne bo več naredilo in hvala Edi za iskrenost. Sorry, prepozen sem bil, nisem mogel prej, nisem hotel prekiniti roka. Je v redu, mislim, da ni bilo nič groznega. Aha, ok, se pravi komentar na... Jaz nimam benega komentarja več, samo še to, kar si Rok dodal, da je to stranka, še to. Stranka je to vprašala, ne? Ja. To je to. Ja.